Še enkrat, jaz, pozdravljeni. Zdaj se bomo pa vrgli malo bolj v tehnične vode oziroma v informacijsko-komunikacijsko tehnologijo oziroma v informacijsko-varnostno politiko. V Mariborski knjižnici smo to kompetenčno vsebino izvajali 2 leti, se pravi v letu 23 in v letu 24. Se je pa konec leta 24 upokojila naša sistemska informatičarka, tako da zdaj pa smo s tem zaključili, ker več v bistvu nimamo kompetenčne osebe, ki bi lahko to nadaljevala. Tako da vam bom povedala, kaj smo do zdaj naredili. V letu 23 smo se lotili informacijske varnostne politike. Zdaj, če začnem obstaja strategija na področju informacijske varnosti oziroma na področju informacijske tehnologije za splošne knjižnice. In eden od ciljev je tudi informacijska varnostna politika za splošne knjižnice. Kolikor je nam znano, nobena od splošnih knjižnic v Sloveniji nima nekega dokumenta, v katerem bi opredelila to informacijsko varnostno politiko. Zdaj, vemo pa, da živimo v časih, ko so informacije zmeraj bolj na udaru, zmeraj bolj smo odvisni od računalniške in informacijske tehnologije in zmeraj več se dogaja nekih napadov oziroma nekih, bi rekla, lažnih informacij, vdorov v sisteme in tako dalje. Zato smo bili mnenja, da je treba tudi knjižnične sisteme čim bolj zaščititi pred takimi vdori. In prvo, kar se nam je zdelo pomembno, je, da sploh zaposlene v knjižnicah ozavestimo o tem, da je treba informacije tudi varovati. Se pravi, da je treba informacijsko varnost poudarjati. Informacijska varnostna politika je dejansko zelo, vsaka varnostna politika je precej zakompliciran postopek enih dokumentov in postopkov in v bistvu je organizacijski problem v vsaki knjižnici. V Mariborski knjižnici smo želeli za to kompetenčno vsebino narediti take razumljive dokumente, s katerimi bi lahko tudi za splošnim znanjem v knjižnicah se čim bolj zaščitili pred raznimi nevarnostmi. Zato smo v letu 23 najprej oblikovali eno dokument, ki se mu reče Krovna informacijska politika. Je zelo tak splošen dokument, zajema pač osnove in pove, da je treba delovanje v vsaki knjižnici pravilno organizirati, da je treba narediti oziroma predpisati posamezne postopke in o tem ozavestiti zaposlene. Se pravi, v letu 23 smo izdelali ta krovni dokument, v letu 24 smo se pa lotili same informacijske politike oziroma naredili smo dokument organizacija upravljanja informacijske varnosti v splošni knjižnici. V tem dokumentu naredili smo ga na osnovi standarda, mednarodnega standarda ISO IEC 27001, ki govori o zahtevah informacijske varnostne politike in ima 93, ta standard vsebuje 93 varnostnih kontrol. To je splošni standard in je namenjen za zelo različne organizacije. Mi smo se zavedali, da vseh teh 93 kontrol je za splošno knjižnico dosti preveč zahtevnik, zato smo izmed teh 93 kontrol izbrali 25 takih, za katere smo mislili, da so pomembne za
splošne knjižnice in za katere smo mislili, da bodo tudi splošne knjižnice sposobne udejaniti oziroma da bodo zaposleni v splošnih knjižnicah jih lahko izpeljali na nek način. To seveda ne pomeni zdaj, da če bi se knjižnica držala in teh 25 varnostnih kontrol izvajala, da se bo zaščitila pred vsemi nevarnostmi, so pa take čisto osnovne, včasih banalne, za katere se zdi vsem, da se to pa ja vemo, pa se izkaže na koncu, da jih niti ne vemo. Zdaj, iz teh 25 varnostnih kontrol smo izpeljali 42 zahtev za knjižnice, kar bi naj se v vsaki knjižnici izvedlo ali pa vsaj prevedlo. In na koncu smo izdelali še en tak kontrolni seznam, en tak seznam teh varnostnih kontrol z 3 stolpci, v katerih smo rekli, knjižnica, to v naši knjižnici, naša knjižnica konkretno to počne ali tega ne počne, ali to za našo knjižnico je relevantno ali ni relevantno. V drugem stolpcu imamo ta dokument, ki se tiče tega nekega postopka v naši knjižnici obstaja ali ne obstaja, in pa še v 3. stolpcu smo rekli, odgovorna oseba za nek postopek v naši knjižnici je ta pa ta. Tukaj lahko bi človeka navedli z imenom ali pa tudi z njegovo funkcijo, recimo odgovorni je direktor, odgovorni je vodja ta pa ta ali pa odgovorni je Janezek. Tako da, tu gre za en tak, bi rekla, checking listo, v kateri si lahko vsaka knjižnica na hitro pridobi nek pregled, kje sploh je na področju informacijske varnosti. Zdaj, organizacija upravljanja informacijske varnosti v splošni knjižnici, standard sam zajema 4 področja. Ta področja so organizacijski vidik, nadzor nad ljudmi, fizični nadzor in pa tehnološki nadzor. Zdaj, najprej smo v letu 2023 smo predvidevali, da bi v bistvu naredili 2 ta področna dokumenta. Prvi, ki bi zajemal organizacijski vidik in drugega, organizacijski vidik in nadzor nad ljudmi, in pa drugega, ki bi zajemal fizični in pa tehnološki nadzor, ampak smo se potem odločili, da bomo to vse skupaj združili v en dokument, ki bo, rekla, bolj, rečem, poljuden oziroma bolj prilagojen uporabi v splošnih knjižnicah in je bilo manj komplikacij. Zdaj, tukaj bi vam prebrala 2 definiciji, ki se mi zdita pomembni. Kaj je to informacijska varnost in pa kaj je to kibernetska varnost, ker oba izraza veliko krat slišite in pa za eno tako malo razliko. Informacijska varnost zajema postopke in metodologije, ki se izvajajo za zaščito zaupnih, zasebnih in občutljivih informacij in podatkov v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki pred nepooblaščenim dostopom, uporabo, zlorabo, razkritjem, uničenjem ali spreminjanjem. Se pravi, ko govorimo o informacijski varnosti, govorimo o informacijah in podatkih v katerikoli obliki. Na papirju, elektronske, ustne, katerekoli informacije, ki so pač pomembne in so občutljive in zasebne. Se pravi, tudi informacije, osebne informacije, se pravi osebni podatki. Ko pa govorimo o kibernetski varnosti, je pa to podmnožica informacijske varnosti in je osredotočena na varovanje digitalnih informacij in sredstev, kot so računalniški sistemi, omrežja in podatki pred digitalnimi napadi. Se pravi, ta naš dokument govori v večini o kibernetski varnosti, vendar so pa določene informacije, ki so v knjižnicah tudi na papirju in se v bistvu tej splošni informacijski varnosti v bistvu ne moremo izogniti. Zdaj na področju organizacijskega vidika je v samem standardu, mislim, da 34 zahtev različnih.
Mi dve sva tukaj izbrali 10 različnih zahtev in sva jih združili v teh 8 področji, ki so tukaj navedena in gre seveda za odgovornosti vodstva, vloge in odgovornosti na področju informacijske varnosti, zasebnost in zaščita osebnih podatkov, dostopi do informacijskih virov, storitve v oblaku, pripravljenost na IKT, pripravljenost informacijsko-komunikacijske tehnologije za neprekinjeno poslovanje, pravice intelektualne lastnine, skladnost s politikami, pravili in standardi. Zdaj, v samem dokumentu smo posamezne zahteve oblikovali na ta način, da smo najprej napisali tukaj kontrolo, dobesedno prevedeno iz standarda, iz samega standarda, se pravi, to je, kontrole so navedene v aneksu A in v aneksu A ima ta kontrola to številko. Se pravi, še to moram poudariti, prevod, ki sva naredili sami, standard v angleščini, prevod sva naredili sami, sva se zgledovali tudi po starejših verzijah standarda, ni pa to uraden prevod in to, kar boste tukaj prebrali, je pač delovna verzija, ki bi se lahko od uradne verzije prevoda tudi kdaj razlikovala, ampak mi dve sva se zelo potrudili, da ne bi mimo sekali. Zdaj, iz ene kontrole po standardu sva mi dve izpeljali eno ali več zahtev, za katere misliva, da jih je v knjižnicah treba izvajati. In zdaj, te zahteve recimo so lahko zelo različne in so, tukaj sem dala kot primer eno tako pravica intelektualne lastnine. Zdaj, sam standard pravi, organizacija izvaja ustrezne postopke za zaščito pravic intelektualne lastnine. Kaj se zdaj nas tega tukaj v knjižnicah tiče? V knjižnicah je ogromno stvari, ki so pod avtorskimi pravicami, ki imajo neko intelektualno lastnino in recimo za ena zahteva. Posebna skrb mora biti posvečena uporabi programske opreme, ki je kot intelektualna lastnina zaščitena z avtorskimi pravicami. Pred nameščanjem programske opreme za ustrezno licenco poskrbijo odgovorne osebe. Se pravi, v knjižnicah je uporaba programske opreme, ki je pridobljena na nelegalen način, prepovedana. Se pravi, v knjižnici lahko namestimo samo programsko opremo, za katero imamo licenco, ki jo kupimo in za nabavo te licence je odgovoren lastnik. Se pravi, ena od prejšnjih zahtev je bila tudi vloge in odgovornosti na področju informacijske varnosti. Dejansko, vodstvo kot tako v knjižnici mora informacijsko varnost podpirati, ker informacijska varnost organizirana zahteva veliko organizacijskih postopkov oziroma organizacijskih dokumentov. In če vodstvo tega ne podpira, potem je skoraj nemogoče informacijsko varnost pravilno izvajati. Treba je razdeliti vloge, se pravi, treba je določiti, kdo je odgovoren za posamezne stvari in potem v celotnem sistemu upravljanja te informacijske varnosti morajo te odgovorne osebe pač svoje naloge upraviti. In v tem primeru, recimo, odgovorna oseba, ki je v tem primeru lastnik informacijskih sredstev, mora ustrezno licenco zagotoviti. Na ta način, recimo, to je ena takih zahtev. In tudi, zdaj, mi dve sva pač predvideli, da se te zahteve v vsaki, da se te zahteve v knjižnicah izvajajo in da, kako naj zaposleni vejo, katere so te zahteve, da obstaja nek potreben oziroma priporočen dokument. V tem primeru bi to bila neka navodila o upoštevanju pravic intelektualne lastnine. Zdaj, kakšni so ti dokumenti? Ali so to en splošni dokument, ali so to posamezni členi v nekih drugih dokumentih? To je zdaj pač odvisno od posamezne knjižnice, kako si bo organizirala stvar, ampak važno je, da zaposleni v knjižnici vejo, na kaj morajo biti pozorni, oziroma
kje so posamezne zahteve zapisane. Naslednji sklop teh varnostnih zahtev je nadzor nad ljudmi. Tukaj smo izbrali 4 take pomembnejše. Prva je ozaveščenost, izobraževanje in usposabljanje. To je najpomembnejša stvar. Vsi zaposleni v knjižnicah se morajo zavedati, da se lahko kjerkoli v sistemu vdre, se pravi, da lahko pride do tega. In potem so tukaj še take zahteve, recimo odgovornost po prenehanju ali spremembi zaposlitve. Delo nadaljavo, poročanje o dogodkih informacijske varnosti. Se pravi, vsi zaposleni so dolžni, da če zaznajo neki dogodek, ki bi lahko bil nevaren za informacijsko varnost, da ga sporočajo. Samo morajo vedeti, kako in komu in na kak način. Se pravi, dogodek recimo o informacijski varnosti je tudi, če jaz izgubim, ne vem, službeni telefon. Noter imamo določene številke, imamo določene kontakte, to je nek dogodek, ki ga moram sporočiti, ampak moram vedeti komu, pa na kakšen način, se pravi, morajo biti ti postopki določeni. Tudi recimo ta odgovornosti po prenehanju ali spremembi zaposlitve. Tu, kadar nekdo gre v drugo službo, se pravi zapusti organizacijo ali se upokoji ali kakorkoli, je treba ob prenehanju pripraviti zapisnik o primopredaji dokumentacije in pa je treba ukiniti gesla, elektronske naslove in vse druge možnosti dostopov, ki jih je ta oseba imela. Tu ne velja to, da recimo moja šefica Barbara gre v pokoj, pa mi bo rekla, da je Anka od zdaj naprej, pa kar ti to geslo uporabljaj, pa zdaj s tem geslom boš imela pa dostop do tja pa tja. Se pravi, to ne gre, to je kršitev. Se pravi, mora biti nek postopek naveden, da se ve, kadar nek zaposleni gre iz organizacije, je treba ukiniti to pa to pa to. Tudi prav tako, kadar nek zaposleni menja področje svojega dela, tudi če je v isti ustanovi, če ne potrebuje več dostopov do določenih podatkov ali do določenih dokumentov, se mu tisti dostop vzame. Tukaj včasih ljudje to mislijo, da je to neke vrste, ne vem, mobbing ali pa zafrkavanje ali pa da se mu nekaj ne dovoli, kar je prej lahko. Ljudje se tukaj zelo ne zavedajo, da so ljudje v bistvu največje informacijske luknje v sistemih. In zato je to treba nekje v neki dokument zapisati, da bo zaposlenim to jasno, da se ne bojo malo to kot, ne vem, zdaj me pa oni zafrkava. Potem imamo sklop fizičnega nadzora, tudi tukaj smo zbrali 5 takih bolj pomembnih. Območja fizičnega varovanja, čista miza, čisti zaslon, infrastruktura, vzdrževanje opreme, varna odstranitev ali ponovna uporaba opreme. Tukaj recimo v območju fizičnega varovanja, v knjižnicah, kjer imamo svoje računalnike, obstaja neki strežniški prostor, neki prostori, kjer obstajajo stikala, ruteri, ne vem kaj, vse te tehnične opreme. In se pravi, taka območja morajo biti zaklenjena, ali se mora vedeti, kdo sme dostopati do takih naprav, kdo lahko dobi recimo ključa od tega prostora. Se pravi, mora biti zopet opredeljeno, kdo lahko v neki prostor dostopa. Potem tudi čista miza, čisti zaslon, se pravi, načeloma ne bi smelo biti niti na zaslonu, niti na mizi podatkov, kadar gremo iz prostora oziroma kadar gremo od računalnika, ne bi smelo biti podatkov, ki bi jih lahko nepooblaščena oseba zlorabila. Predvsem se tukaj misli na razne žige ali pa kakšne poslovne dokumente, kakšne pogodbe ali pa recimo na razne te ključke, s katerimi je mogoče gesla generirati ali pa
razne podobne naprave. Ne? Se pravi, take naprave je treba nekam pospraviti, ko greš stran ali pa ekran zakreniti. Ne? Se pravi, čista miza, čisti zaslon. Potem, recimo, primer infrastrukture, ne? Ta se vam bo mogoče zdel zelo tak banalen, ampak ena od tega je, objekti za obdelavo informacij morajo biti zaščiteni pred izpadi električne energije in drugimi motnjami, ki jih povzročijo izpadi podpornih komunalnih storitev. Pa kabli za prenos električne energije, podatkov ali podpornih informacijskih storitev morajo biti zaščiteni pred prestrezanjem, motnjami ali poškodbami. Koliko vam kabli visijo pod mizami? Koliko imate raznih kablov, ki bi se lahko prerezali ali pa na kakršenkoli drug način uničili. Se pravi, to mogoče zgleda banalno, ampak ta osnovna infrastruktura, se pravi električno napajanje, telekomunikacije, vodovod, plin, kanalizacija, prezračevanje, mora biti nameščeni tako, kot je to po predpisih oziroma v skladu z nekim proizvajalcem zahtevano, ker sicer lahko imamo poplavo, če bo nekdo, ne vem, kar tak zvezal par žic, bomo lahko imeli požar in podobne večje nesreče, zato je to mogoče zahteva, ki izgleda na prvi pogled banalna, ampak v končni fazi sploh ni tako zelo banalna. In še zadnji sklop je pa tehnološki nadzor. Tukaj sva pa izbrali najmanj, tukaj vse standard predvideva 34 različnih zahtev. Midve sva tukaj izbrali samo 4, ker sva presodili, da so to že tako zelo tehnične zahteve, ki v knjižnicah v večini primerov ne bi mogli izpolniti, oziroma ki jih ne znamo sami izpolniti. Tu gre od raznih, ne vem, backupov do kriptiranja, do ne vem česa vsega še, zato smo tukaj izbrali samo dostop do informacij, upravljanje tehničnih ranljivosti, varnostno kopiranje in pa upravljanje sprememb. Kot primer, recimo upravljanje tehničnih ranljivosti, to je recimo taka stvar, da pač bi moral ta sodelavec IT strokovnjak pač predvideti, katere vse ranljivosti, kje vse se lahko v nek sistem vdre, kaj vse lahko vplivane. Se pravi, če smo se zmenili v knjižnici, da bomo vsi shranjevali podatke v OneDrive, jih moramo shranjevati v OneDrive, ne pa v Dropbox ali pa ne vem kam vse, ampak v tisti en oblak in pa podatke, ki jih shranim v oblak, se pravi v Drive, jih potem ne smem meče na ključku, pa jih nes domov, pa si z njimi, ne vem, jih imeti na istih napravah, kot jih bom potem nesla v domači računalnik, ker lahko potem, ne vem, tisti ključek doma okužim, pa prinesem to v službo. Potem, ne, se pravi, razne, tukaj je pa ta checking lista in zdaj lahko v knjižnicah v bistvu na hitro dobite nek pregled, pogled v to, kakšno je stanje v vaši knjižnici. Kaj že imate, kaj že deluje se, določene stvari sem prepričana, da imate v določenih dokumentih že zapisane. Recimo varovanje osebnih podatkov verjetno imate že v pogodbi o zaposlitvi. Določene stvari imate sigurno kje napisane. Še končne stvari, kot sem že rekla, ta dokument lahko splošne knjižnice uporabijo kot vzorec. Dokument je sicer objavljen tudi na portalu knjižnice SI pri dokumentaciji in pa tudi pri rezultatih dela kompetenčnih vsebin. Kot sem rekla, prevod je delovni, izbrane kontrole so pa osnova za neko začetno vzpostavitev dokumentov informacijske varnostne politike. Zdaj, knjižnice lahko po lastni presoji seveda upoštevajo več kontrol, če to zmorejo, če znajo, če imajo kader, in pa certificiranje v skladu s standardom zahteva seveda izpolnjevanje vseh 93 varnostnih kontrol. Certificiranje pa, kot veste, vsako certificiranje kakovosti zahteva potem obnavljanje certifikata, kar seveda ni poceni, ker te vse
recimo SIQ in podobne ustanove, tako certificiranje, kar lepo zaračunajo. Ta dokument, ki smo ga naredili, je nek prvi korak k temu, da bi v knjižnicah bolj pazili na informacijsko varnost in da bi se zavedali tega, kaj vse moramo storiti, da nam kdo ne vdre.